Dobar dan. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Kot napovedano, minister za finance, izvolite o današnjih točkah, ki jih je obravnavala vlada. Hvala lepa. Jaz se bom osredotočil na točko osnutek proračunskega načrta za leto 2019. Vlada je danes obravnavala in potrdila osnutek proračunskega načrta za leto 2019, to je tako imenovani Draft Budgetary Plan, BDP, ki ga v bistvu vse evrske države, evrskega območja posredujejo v Bruselj. Pa bom najprej, če dovolite, pojasnil, zakaj se pripravlja ta proračunski dokument. To je v bistvu prvi proračunski dokument nove vlade. Področje fiskalne in makroekonomske politike na ravni EU ureja pakt za stabilnost in rast in mi v okviru evropskega semestra pripravljamo v skladu s pogodbo o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju, tako imenovani fiskalni pakt, so dolga imena, zato sem jih rajši prebral, tudi tako imenovani osnutek proračunskega načrta. Uvodoma bi poudaril, da gre za celoten sektor država, to je za tako imenovani S13 sektor, v katerega smo vključili vse 4 blagajne javnega financiranja, ne? Državno blagajno, občinske blagajne, potem pa oba SPIZ in zdravstveno blagajno. Poleg tega je v ta dokument skladno z metodologijo, ne, tako kot vse ostale države evroobmočja, tudi mi vključujemo, bom rekel, javne sklade, javne agencije, ki so več kot 50% financirajo iz javnofinančnih virov, in to je seveda večina šol, vrtcev, bolnišnic, univerze, zavodi z področja kulture, zavodi z področja raziskovanja in dodatno po tej klasifikaciji, po metodologiji ASA, ki je predpisana s strani Evropske komisije, so to tudi določene gospodarske družbe, v tem primeru je to Slovenski državni holding, DUTB in KAD. In v tem delu seveda pripravimo saldo, tako imenovani saldo države v tem delu in v nadaljevanju mogoče še par ključnih številk. Mi v njem opredeljujemo finančni okvir za celotne javne finance, kot sem omenil, navajamo pa oziroma ga pošiljamo v skladu z direktivo, pa bom kar pogledal, da bom točen, EU 473/2014 ob predpostavki nespremenjenih politik. Kaj to pomeni, nespremenjene politike? To v bistvu pomeni, da upoštevamo le že vse dogovorjene in sprejete zakonske obveze na presečen datum. To je na današnji dan in tako kot ostale države evroobmočja bomo ta dokument posredovali pravočasno Evropski komisiji v pregled. Prejemnik tega je pa seveda tudi fiskalni svet. Bi poudaril 3 številke o predpostavki, da je seveda vlada nastopila mandat 13. septembra in da ni v tem kratkem času, teh nekaj dni, bilo takrat možno pripraviti vseh politikih ukrepov, ki bi vplivali na proračun 19. Ravno tako bi poudaril, da v Sloveniji imamo neko eno politiko, da v volilnem letu ne pripravljamo, ne potrjujemo proračunov, tako da prejšnja vlada je v letu 17 in seveda je šlo tudi skozi celotno proceduro, na koncu je to seveda potrdil Državni zbor, potrdil oba proračuna za leto 18, ki ga izvajamo do konca, ne, in proračun za leto 19, za katerega pa bo, in to tudi navajamo, pa potreben rebalans. Torej, jaz napovedujem rebalans proračuna za leto 2019. Ravno zaradi, bom rekel, teh predpostavk, ki sem jih prej navedel, se nam povišajo seveda prihodki in se nam seveda temu primerno seveda
povečajo tudi odhodki, torej obseg tega proračuna je večji. Saldo sektorja država in dolg so trije ključni kazalniki, ki jih posledujemo v Bruselj. Vsi trije se merijo z vidika bruto domačega proizvoda. K sreči smo imeli nekaj zadnjih let, tudi v letošnjem letu in tudi v prihodnjem letu imamo na tem delu relativno ugodno sliko. Torej za leto 2019 je ocena Umarja, se te ocene se še prilagajajo, 3,7%. To je relativno ugodno vsekakor z vidika, če to primerjamo na ostale države evroobmočja, ki pripravljajo ta dokument. Je pa treba seveda v tem delu izkazati tudi dolžno skrbnost, da se nam in seveda ostalim državam že kaže, jaz bi rekel, temu črni oblaki na obzorju, stopnje rasti, gospodarstvo vse počasi zmanjšujejo, napoved za leto 2020 je že na nivoju slabe oziroma dobre 3%, 3,4%, mislim, da je točna številka, trend padanja. Zdaj, da se osredotočim na leto 2019, za katerega pripravljamo, in kar je zelo pomembna, ključna informacija, saldo sektorja država je pozitiven, ocena je 0,2% v odnosu na bruto domači proizvod v nominalnem znesku, torej za leto 2019 na osnovi teh nespremenjenih politik smo napovedali oziroma napovedujemo pozitivni saldo presežka, kot sem rekel, 0,2% na državo. Drug trend, ki ga tu imamo, je dolg, ki je pozitivni dolg sektorja država. V tem delu že nekaj let izkazujemo pozitiven trend na nominali, to je treba povedano, ostajamo na, bom rekel, na okroglo cirka 2,3 milijarde evrov dolga, ker nam pa bruto domači proizvod v zadnjem obdobju lepo raste in ker to merimo seveda v odnosu na bruto domači proizvod, nam pa v relativnem deležu in seveda vsi tako merijo, se pa zmanjšuje. Maastrichtski kriterij vsi poznamo, je 60% dolga v bruto domačem proizvodu. Napovedan cilj je, da se v letu 2019 ta številka nakar pri 66,6%. Torej v tem delu nakazujemo počasno padanje deleža dolga v primerjavi z bruto domačim proizvodom in z tem delom postopnega zmanjševanja bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih, da dosežemo ta cilj. V strukturnem delu, v strukturnem saldu pa izkazujemo 0,9% delež v bruto domačem proizvodu, pač v okviru tega srednjeročnega cilja, ki ga zasledujemo, da bomo v tem srednjeročnem obdobju izravnali tudi ta tako imenovani strukturni saldo. Tu nas še čaka nekaj dela. Bi v tem delu mogoče samo še poudaril, da v teh izračunih so vključeni, bom rekel, vsi do sedaj sprejeti ukrepi, ki jih prenašamo v skladu z zakonodajo in jih moramo vključiti v 2019, in seveda vsi izračuni temeljijo na zadnjih izračunih, podatkih, tako Sursa in Umarja iz septembra. Bi še enkrat rekel, je to seveda naša zaveza, tako kot za vse ostale evropske države, da posredujemo ta dokument, v Bruselj bo seveda šel v angleškem jeziku pravočasno. Bi pa v tem delu pa tudi poudaril, da se bomo popolnoma jasno razumeli. Mi za leto 2019 že imamo sprejet proračun. Napovedujem že zdaj, da bo v letu 2019 potreben rebalans proračuna, ki bo seveda moral vključevati vse to, kar sem že napovedal, kar je sprejeto in kar moramo v okviru teh zavez ukrepov izpeljati. Niso pa v tem delu vključeni vsi ukrepi, ki so predvideni v tem tako imenovanem koalicijskem sporazumu, ker jih je nemogoče ovrednotiti v tem delu.
Ta del bo vključen v rebalansu 2019 v skladu z ukrepi oziroma načrti oziroma dogovori, ki jih bo koalicija sprejela v nadaljnjih tednih, ko se bomo v celoti uskladili, predvsem okrog dinamike, prioritet, kako bo zadeva potem se v letu 2019 izpeljala. Torej, imamo tu še nekaj časa, še nekaj tednov, da vse natančno izračunamo, da se dogovorimo, okvirjene usmeritve so poznane, predvsem je pa zdaj potrebno tu povedati, katere so prioritete. Predsednik je že povedal, da 2-3 prioritete, ena prioriteta je zdravstvo, drugo je varnostne in tretjo je, da v bistvu zagotovimo tiste minimalne pogoje. Vse pa moramo pogledati tudi z vidika še ostalih ukrepov, ki smo jih napovedali, to bo celostna obravnava z vidika tudi zagotavljanja stabilnega okolja in tudi ostalih ukrepov, ki jih bomo sprejeli za zagotavljanje, bom rekel, tudi razvojnih potreb te družbene. Ključni poudarek je, da ustvarimo čim večjo rast, torej jaz bom deloval v smislu, da ustvarimo v tem delu čim večjo gospodarsko rast, da dosežemo vsaj tale nivo, ki je bil napovedan 19-20, in če to seveda ustvarimo in s temi ukrepi, ki jih imamo, še napovedano okrog razbremenitve dela in ostalih ukrepov, ki bodo na področju vseh 4 blagajn, da ustvarimo optimalne pogoje za ustvarjanje čim večjega produkta in seveda vse ostalo, kar posledično iz tega naslova prihaja in potem pride tudi v proračun. To so, bom rekel, glavni poudarki, je pa bil ta proračun, kot rečeno, sprejet in bo šel v kratkem v Bruselj. Hvala lepa. Hvala, minister. Zdaj pa vaše vprašanje o tej zelo pomembni temi. Gospod minister, jaz sicer nimam direktno na proračun, ampak je vsekakor tema vezana na finance. Me pač zanima, če lahko pojasnite, zakaj vlada danes ni sprejela pogajalskih izhodišč s sindikati javnega sektorja, ali je pač jabolko spora ravno so finance, in glede na to, da ste omenili rebalans za 2019, koliko vam tam manjka za plače v javnem sektorju? Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Vlada je na današnji seji začela razpravo o izhodiščih za pogajanja za razrešitev teh stavkovnih zadev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Mi smo razpravo prekinili, ker so potrebna dodatna usklajevanja in bomo to nadaljevali predvidoma na prihodnji seji. Dodatna usklajevanja glede česa? Glede, tako kot sem rekel, teh izhodišč zahtevne, bom rekel, celotne slike pristopa. Še eno vprašanje Glede rebalans pa številke, glede plače, koliko vam manjka v letu 2019? Ja, glede rebalansa lahko rečem, da še enkrat mi imamo proračun 19, mi se bomo v naslednjih tednih morali dokončno opredeliti okrog prioritet vseh aktivnosti in seveda v okviru te, rečemo temu, velike slike, bomo lahko detaljneje opredelili vse posamezne segmente, tako da žal vam te slike ta hip ne morem dati, bomo lahko mogoče kdaj v nadaljevanju pojasnili. Hvala, izvolite. Povešni kanala. Morda samo nekaj številk, če lahko razčistimo, koliko so zdaj težke zahteve javnega sektorja, ali je to zdaj 306 milijonov ali kaj več ali kaj manj, koliko, če lahko poveste, bo stala sprostitev varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, ki vemo, da se zgodi s 1.1. in koliko točno bo stroškov za proračun ohranitev višine socialne pomoči na znesku, torej od letos. Hvala. Ja, zdaj glede teh stavkovnih zahtev lahko podobno dam ta odgovor.
Zdaj, mi se bomo tekom tedna dodatno uskladili, tako da bo na to vaše vprašanje mogoče bolj konkreten odgovor možno dati naslednji teden. Zdaj ta hip to težko odgovorim. Glede drugega, so pa številke, ki so na mizi, to tako imenovani ta osnovni scenarij, ne pogajalske izhodišče, so poznane, tako da jih ni treba posebej razlagati. Vsekakor bojo na tem delu potrebna, jaz bi temu rekel, konstruktivna pogajanja obeh strani, tako vlade in sindikatov, in jaz bi tu poudaril, da vsi skupaj imamo tu eno državo, tako da moramo poiskati rešitev, ki bo optimalna za to državo, in vlada Republike Slovenije se bo na tem področju trudila, da bo poiskala optimalno rešitev. Stroški za socialno pomoč, to lahko povemo, glede na to, kar je danes vlada. Tu smo se pravzaprav mi dogovarjali o tem osnutku, predlogu, kako bo išli, tako da v tem delu točne številke vam v tem delu danes jaz ne morem razkriti, žal. Pop TV vendarle, o teh točkah, ne? Ja, v bistvu me zanima, če ste se v okviru proračuna ali rebalansa oziroma pač v okviru financ pogovarjali karkoli glede projekta drugi tir. Danes je tekla razprava o okviru proračuna za leto 18 in 19 v smislu teh tako imenovanih nespremenjenih politik, no policy change, to v bistvu to pomeni, do trenutka, kaj se nam je dogajalo, zgodilo do danes. Zdaj, osnovni gabariti za projekt drugi tir so poznani. V osnutku proračunskega načrta, kot boste videli, ta zadeva ni podrobneje obrazložena. Ta in verjetno še katero vprašanje, na katerega danes nisem mogel točno odgovoriti, bomo lahko odgovorili v nadaljevanju, oziroma bo te posamezne postavke pa natančno opredelil rebalans proračuna oziroma osnutki in vsi predlogi, ki bojo predhodno obravnavani in so seveda, ker je v skladu z zakonom o javnih financah in ostalimi itak v ta proces vključen tudi Državni zbor od vsega začetka, tako da tu je zadeva popolnoma transparentna in bojo številke poznane. Še zadnje vprašanje, tudi Slovenija. Ja, Zdravec. Jaz bi prosila najprej za pojasnilo, a te številke, ki jih pošiljate v Bruselj, že vključujejo tudi zahteve, kar se tiče sindikatov in možnosti povečanja stroškovne plati. Najprej bi to prosila, pol bi v bistvu vseeno prosila, koliko je ocena stroškov, predvidenih stroškov, če se sprostijo vse te, torej vsi varčevalni ukrepi, bi prosila vsem za številko. In ta tretja bi pa še prosila za komentar, v petek se izteče za SDH rok za nadzornike, pa me zanima, ali pač boste dopolnili v enega, ali je interes, da morda zamenjate še kakšnega nadzornika morda. To so bila zdaj 3 vprašanja. Ja, samo minister za finance, izvolite. Glede SDH-ja, Ministrstvo za finance je v okviru svoje pristojnosti objavilo javni poziv za zbiranje ponudb. V ta namen sem imenoval strokovno komisijo, ki je seveda zelo kompetentna komisija, ki bo prispele vloge, obravnavala, ocenila in bo pripravila, tako je mišljeno, predlog 3 najbolj usposobljenih strokovnjakinj za to področje, ministru, ki se bo seveda na osnovi teh kriterij, gre za evalviran proces, potem predlagal v nadaljnji postopek vladi in parlamentu. Kot veste, v skladu z zakonom o Slovenskem državnem holdingu člane nadzornega sveta potrjuje Državni zbor z potrebno večino vsaj 46 glasov. Zdaj, v prvotnem razpisu je bila uporabljena dikcija, ki so jo uporabljali tudi v predhodnih razpisih in so pač govorili v množini. Naj jasno povem, išče se en član ali članica nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga.
Torej, mi popolnjujemo mesto, ki sem ga v bistvu jaz izpraznil, ne, in imenovali bomo enega člana ali članico nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga. Številke, ki ste jih poslali v Bruselj, ali že vključujejo te sindikalne zahteve? Ne, to je presečni datum, ne. Pa še glede tega, koliko bi dejansko državo stalo sprostitev vseh varčevalnih ukrepov z novim letom? Zdaj, tudi v tem delu, kot sem že omenil, potekajo usklajevanja. Nekaj, kar je, bom rekel, že bilo predhodno sprejeto, ne, da tako rečem, kar je bilo že sprejeto v mandatu prejšnje vlade in je že določeno, bodi si v zakonu, bodi so že predvideni ukrepi, bomo seveda mi spoštovali in vključili. Vse ostalo je pa, bom rekel, zdaj stvar podrobnejših analiz, obravnave medsektorskega usklajevanja in obravnave na vladi. Tako da, če se bo karkoli zgodilo, se bo zgodilo sukcesivno. Tako da, eksaktne številke v tem delu vam ne morem dati. Samo še zadnje vprašanje, zelo na kratko, ne? Ines Komolič, Naš 24TV. Mene pa zanima, kaj se dogaja s privatizacijo NLB, glede na to, da smo že dobili kazen, kdaj boste prodali? Katero kazen smo dobili? A mislite poslovalnice? Ja, glejte, glede privatizacije NLB se z sklepom vlade nadaljuje proces prodaje. Do konca letošnjega leta mora to biti najmanj 50% plus ena delnica. To je bila pravzaprav naša zaveza do Evropske komisije. Glede zaprtja teh poslovalnic, mislim, da je zdaj ponovno nek sklop, ne vem, 10 ali koliko poslovalnic, ki se zapira, je bilo pač dogovorjeno to v okviru seveda predhodne vlade dogovorov, ki jih imela z Evropsko komisijo v smislu tako imenovanih izravnalnih ukrepov. Tako da to je ta ukrep, če tega mislite. Drugače pa privatizacija poteka v skladu z časovnico, ki jo je izdelal Slovenski državni holding, in Slovenski državni holding je pravzaprav bolj pristojen za komentiranje tega postopka in tudi je seveda bistveno bolje informiran od mene. Jaz sem mogoče seznanjen za to veliko sliko, kar se dogaja, z podrobnosti pa nisem seznanjen, tako da to vam bo SDH lažje pomagal. Hvala lepa za izčrpna pojasnila. Minister, čaka nas že naslednja ministrica za delo. Hvala lepa. Pojasnili z tega področja. Nasvidenje. Dobar dan, pozdravljeni. Kot najavljeno, ministrica za delo, izvolite. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Vlada je na današnji seji sprejela novelo zakona o socialno-varstvenih prejemkih in jo bo poslala v Državni zbor v obravnavo po nujnem postopku. Poglavitni namen predlagane zakonodajne spremembe je predvsem ohranitev socialne varnosti upravičencev. Z zakonom namreč določamo, da se osnovni znesek minimalnega dohodka ohrani na ravni 392,75 evra, ki bi, če tega ne bi sprejeli, s 1.1.2019 se znižal za približno 60 evrov. Ne zdi se mi namreč smiselno in upravičeno, da bi v času, ko v Sloveniji beležimo eno višjih gospodarskih rasti, ogrozili socialno varnost našega najšibkejšega dela družbe. Zato smo seveda predlagali to spremembo, ki je bila tudi danes na vladi sprejeta. Bomo pa, to sem se tudi zavezala na seji vlade, na ministrstvu pripravili ukrepe, da še enkrat pogledamo mehanizme podeljevanja socialnih transferjev, da bodo do socialnih transferjev seveda upravičeni tisti, ki to zares potrebujejo, v izogib, da bi v prihodnje prihajalo do zlorab. Hvala ministrici. Miha Orešnik, vprašanje, izvolite. Ja, Miha Orešnik, Kanala. Ministrica, če lahko znesek, torej koliko bo to stalo državni proračun, vemo, da bo treba tako ali tako sprejeti rebalans. In pa zanima me še, če morda že kaj veste,
kaj se bo v skladu s koalicijsko pogodbo dogajalo po novem letu z minimalno plačo. Vemo, da glede tega obstajajo zapisi v koalicijski pogodbi, nekatere zaveze postopoma naj bi se dvigovala. Ali že veste, za koliko se bi lahko dvignila prihodnje leto? Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Finančne posledice te spremembe zakona o socialno-varstvenih prejemkih so ocenjene nekje v višini 74,7 milijona evra. Kar pa se tiče vprašanja glede minimalne plače, lahko v tem trenutku napovem, da se bom prizadevala, da takoj v mesecu januarju povišamo minimalno plačo v skladu s koalicijsko pogodbo 4,5%. Hvala. Naslednje vprašanje. Če ni več vprašanj, smo izčrpali temo, se zahvaljujemo ministrici. Hvala.